dobrodošli v Delovem športnem podkastu, v katerem vam predstavljamo različne zanimive športnike po različnih panogah. Z vami sem Nejc Grilc in pa danes Kristjan Čeh, svetovni podprvak v metu diska. Kristjan, dober dan. Dobar dan. Zdaj, začniva v tem obdobju, kjer trenutno sva, to je na koncu tvoje sezone. Bila je vrhunska, 14 prvih mest, zelo težko, ko sem jih doma štel. Se kar niso nehale, pa me zanima, kako bi, če ti potegneš črto, kako bi ocenil to svojo sezono? Sezona je bila kar uspešna, dolgo sem nov osebni rekord sem podrl, potem imel sem kar 5 tekem čez 70 metrov, konstanta bila višja kot lansko leto. Skupček je bil malo slabši kot lansko leto, vseeno lansko leto sem bil svetovni prvak, zmagal sem Diamantno ligo, na Evropske sem bil sicer drugi, ampak je bila tudi letošnja kar uspešna. Tako da zdaj, seveda, ko smo na koncu, obmenil si že, da si bil bolj konstanten, več metov čez 70 metrov. V čem pa se skriva recept za to konstantnost? Če primer zdaj lansko pa letošnje leto, res je bila konstanta boljša, moja sem bil fizično bolj pripravljen kot lansko leto, tudi moč je narasla, eksplozivnost stala ista, tehnično bi lahko bilo boljše letos, če bo tehnično boljše, lahko več metov čez 70, ampak vseeno še pustim rezervo za drugo leto. Tako, absolutno. Že na začetku sezone ste omenili, da ste veliko posvetili telesni moči, da ste podrli vse osebne rekorde v dviganju uteži in to. Pa me zanima, kako pa se ob dodatni moči prilagodi vaša tehnika metak? Verjetno se nekoliko spremenimo, ste mogli tudi pri tem kaj delati ali ostane enako? Ja, seveda občutek se spremeni, še posebej, ker je potem 2-kilski disk, kar lahki potle. V obdobju seveda zimskem potom mečemo teže, kot je 2,5 kg, 2,25, ta se potle postopno navadiš na lažji disk, ampak sigurno jaz z večjo močjo pač moš prilagoditi tudi tehniko, občutek, da ga res lahko potle na koncu zadaneš tudi. Ko si omenil, da mečete po zimi težji disk, to verjetno tudi zaradi pogojev, ker ni, ali je pač to smiselno v tem obdobju leta meta težji disk, da se potem lažje navadiš na lažjega? Ja, seveda v zimskem obdobju ni tekem, nič, ne rabim se nekaj pripravljati posebej, bolje po moje težje razred tehnike, da se izboljša tehnika, tudi po moje neki občutek se dobi od začetka za težjimi diski in tudi tudi jaz se mečem težke diske. Nekako mi je, paše mi. Je pa, že težko je reči, da verjetno imate še rezerve, ampak je težko ob teh rezultatih pogledati na to. Pa vendarle, kje pa vi vidite, da imate še rezerve za izboljšati se? Ja, seveda, najpogostejša navok jaz tudi tehnika. Tu še dosti rezerv, kajti predispozicije imam dobre, fizično sem bil tudi letos full dober, vedno skoraj da sem bil pripravljen za osebni rekord, ampak tehnično pa še je tudi kar nekaj rezerv. In na temu tudi verjetno s trenerjem največ delata, ali je to pač? Ja, seveda. Kako pa izgledajo zdaj, ko smo zakorakali v off-season, zdaj tvoji treningi in kako izgledajo, ko si v ta najhujšem ritmu treninga? Jaz sem bil 17. septembra zadnjo tekmo, tako imam vedno vsako leto pozorni tekam mesec dni čist fraj, brez treningov, brez vsega. Včeraj sem naredil trening crossfita, tako da se malo spet navadim nazaj, da se malo srce tudi izboljša, kajti ko začnemo trenirati 5. oktobra, mislim konec oktobra, začnemo z kondicijskimi treningi, z bolj takimi napornimi, brez diska, brez uteži, bolj se kondicija nazaj dobi in pa že se navadiš tudi na trenažni proces. Kako pa, ko si sredi tekmovanja ali pa v pripravah na tekmovanje, kakšne takrat treniraš večkrat na dan, koliko, količinsko? Ja, seveda po zime, ko je tista res baza, ko se dela, imamo ponedeljek, torek, četrtek, petek, 2 treninga na dan, zjutraj mete tehnika, 2,5, mogoče 3 ure, potem popoldan pa so uteži, tudi moče kakšna specifika, ki stoji nekje 2 ure, seveda potem je sreda pa sobota, pa sta bolj regeneracijska treninga, 1 na dan, brez kakih metov, brez uteži, samo odvaja za telesom, moče kakšna kondicija, kakšne teki, kakšna krogla naprej nazaj, za eksplozivnost. Tako boste izgleda po zime trening, zdaj med sezono, ko so tekme, se malo spusti, 6 2 treninga na dan. Treba svežino ohraniti. Ja, seveda. Letos si večino, skoraj celo leto tekmoval kot svetovni prvak. To je verjetno je ta občutek vseeno nekaj posebnega za vsega športnika, je to skoraj največ, kar lahko doseže. Kako je bilo biti svetovni prvak na tekme? Te tudi tekmeci gledajo drugače?
Po mojem, da ne nekaj. Vsi smo tako, ne nas dosti zdaj, to teh diamantnih ligah, po velikih mitingih, so podobi eni pa iste. Tako da smo bolj kot ne gledamo nekaj posebej drug na drugega. Je pa mogoče razlika, kot sam pri sebi čutiš, sicer nisem nekaj različno čutil kot lansko leto, vedno fokus na vsake tekme je, da pokažeš tehnično najboljše mete, da najdlje vrješ žogo sposoben tisti dan in to je pač cilj na vsake tekme moj. Zdaj, letošnje svetovne prvenstvo v Budimpešti, res zelo, zelo zanimiva tekma. Na koncu je bil Daniel Stoll malce boljši, pa če nas ti s svojimi besedami popeleš skozi to tekmo, kako si jo doživel? Ja, bilo je res napeta tekma, še posebej zato, ker sem 2 tedna pred svetovnim se res zgodil tisti razpad tehnike, ki sem noben ne bi želel. Na trening sem metal 60, več nismo vršni šans. In potem se je vsak dan sestavljalo in sem imel prve dobre mete, en dan pred kvalifikacijami. To je kvalifikacija 65, vrgel prvi met, potem seveda sem notre, nisem pa nekaj trudil več. Vrgel pa sem osebni rekord z bloka na ogrevanju pred finalom, 69 pa nekaj. Ta se res poznal, da še tehnično ni bilo tako dobro, kot bi lahko bilo, ampak vseeno 70, da sem stisnil z tega, kar je prej bilo, je bilo res fenomenalno. Ni pa res ne pričakoval, da bo šlo tako dolgo vrgo. Res. Ampak po tekmi je tudi njegov ata rekel v intervjuju, da je vse v idealnih pogojih, pred svetovnim vrgel 73-60, tako da je bil res pripravljen. Je pa verjetno tudi za vas drugače, da imate tako močnega tekmeca, kot je Stoll, pa ni edini. Še nekaj verjetno en druga tudi ženete naprej k temu, da ste vedno boljši in boljši. Ne? Ja, seveda neka spodbuda je, sigurno te nekdo žene naprej. Tako zdaj je Stoll, Alegna tudi odzadaj, ki je še 3 mlajši od mene. In se po moje tu spodbujamo naprej pa naprej, res z tistih limitov, ki smo jih sposobni. Zdaj, ste že omenili, da ste letos vrgli osebni rekord, že zelo blizu je meja 72 metrov, vedno pa mi, novinarji, pogledujemo proti svetovnemu rekordu, ne moramo si pomagati, pa čeprav je star že 40 let, Ja. se v vaših letih to ne zdi nedosegljivo, če je mogoče nekaj takega. Kako vi gledate na svetovni rekord? Je to cilj? Seveda je neki cilj, ko učam kariero, lahko rečem, da sem podržal svoj rekord. Mislim, da je dosegljiv, je realen. Disk po kalkulacijah, kaj jaz verjamem, kaj tudi moj trener verjame, kako lahko leti, lahko karkrat poleti čez svoj rekord, so opcije. Ampak seveda mora se sestaviti idealna tehnika, forma, dan, da so, ne vem, pogoji idealni, da vse te stvari mora skupaj priti. Je pa res, da preko slej se bo zgodil. Kje pa so na svetu idealni pogoji za vrst svetovni rekord? Katero tekmovališče je najboljše? Težko reči, zdaj najboljša tema, kar sem tekmoval, je bilo res v Estoniji, Jufi, ko ste vrgel osebni rekord, ker tudi Stoll vrgel čez 71. Takrat sem res imel 3 mete čez 71 v eni seriji. To so moje prve v zgodovini, ki sem tako serijo imel. Tam so res bili dobri pogoji. Drugače pa kakšna Amerika, tudi na Švedskem se zna dobri pogoji zgoditi. Taka tudi države tu so bolj vetrovne tudi. A pa je, katera so pa leta, ko metalec diska doseže nek svoj vrhunec, da jim reči tako po fizični pripravljenosti, zrelosti, napredovanju tehnike, ker če pogledamo vas in Daniela Stolla, je še precejšnja razlika v letih in očitno imate še nekaj manevrskega prostora, ali je temu tako? Ja, pravijo, da po 25. letu prideš, ko imamo tista leta, ko si lahko res na vrhu v metih, do 30 ali še malo dlje, kaj je res tehnična disciplina, ni toliko kot v šprintih, da res mora biti mlad, eksploziven in hiter. Res je, da smo zdaj jaz pa še posebej Lekna, res izjeme, ki smo že mlajša, pa že kar smo na svetovnem vrhu, je pa drugače, ja, bolj proti 30 je tista idealna leta za mete. Se pravi, še kar nekaj let, da se približate, ali pa mogoče presežete to znamko. Pa zanima, vemo, drugo leto je na vrsti Pariz, že pred 3 leti, ko ste postali mladi obetavni športnik. Leta ste takrat rekli, ja, v Tokio se grem lahko še učiti, v Parizu bom pa ciljal na kolajno. Bo drugo leto vse v znamenju Pariza, vse posvečeno tem? Ja, seveda, tisti glavni cilj bo Pariz, samo tudi Evropsko prvenstvo, junija, že kar hitro, tako tudi tisti mesec, ko je julij vmes, je kar dobro, da se spet malo trenažni proces naredi, da spriješ potli v drugi vrhunec forme. Tako da po moje bo, drugo je to kar zanimivo, ne nekaj razmišljam posebej na Pariz, kajte če fejst razmišljaš, potli je samo ne tako naredil, ampak vseeno pa je tisti glaven cilj Pariz.
Boste zato tudi kaj prilagodili tekmovalni program, mogoče kakšno tekmo manj pred Parizom, ali boste se držali nekega preverjenega recepta, pa da vidimo, kako bo. Točno zdaj ne vemo, trenažni proces bo isti, tega ne bi nekaj spreminjali, kar deluje. Sem vedno v dobri formi na velikih tekmah. Je pa res, da to pač videli v situacijah, kakva bo, če kakva tekmo več, kakva manj, kajte tudi letos pred svetovnim smo naredili 10 dni pred svetovnim eno tekmo, kajte da priješ spet nazaj v tekmovalni ritem. Zanima me, kako je športniku, ko že leto praktično pred olimpijskimi igrami javnost od njega skoraj da zahteva kolajno. Verjetno pa vendarle vi se vam lahko samo malo ponesreči, pa lahko ostanete brez kolajne, tudi daleč od tega, da bi bila kolajna samoumevna. Kako se vi soočite s tem pritiskom, ki je doskrat tudi nepošten ali pač že res veliko breme? Kako to deluje? Kako so mentalni procesi vam grejo pri tem? Mislim, ne jaz nekaj bodam s tem, seveda vidim Crowd Novice, vidim, preberem komentarje tudi včasih, ampak se nekaj bodam s tem, sem bolj na tej strani, kar se tiče športa in doseganja ciljev, sem bolj flagmatik, ne vem resno stvari, ki jih se tam vidim, in res je odvisno samo od sebe, kako boš tam pripravljen, fizično, psihično, seveda vse odvisno od glave, kot lahko si fizično pripravljen 100%, ampak če ne boš tam pri stvari, nič ne bo. To se je meni zgodilo v mladinskih kategorijah, ko bi lahko dobil medalje, pa niti v final nisem prišel. Ja, in to je verjetno res nek tako breme, ki se ga mi recimo, samo vsak v svoji službi verjetno kakšno breme, ampak nihče pa od nas ne pričakuje olimpijske kolajne, kar je pa vendarle nekaj drugače. Kako pa izgleda vaše sodelovanje s trenerjem Gerdom Kanterjem? On je večkrat omenil že, da vi pogodbe niti nimate podpisane, da gre za nek ustni dogovor in prijateljski odnos. Pa če malo opišete ta odnos, kako z Gerdom vidva sodelujete. Sodelovanje je res dobro, že od začetka lanskega leta, ko smo začeli sodelovati, je res bilo čisto drugačno, kar sem bil prej vajeni. Je tisto neko zaupanje, res je tako, on tudi do mene nimam nobene pogodbe, nič, vse na ustnem dogovoru, kaj se res zaupamo med sabo. Res pa je, da so ti plani fejst drugačni, res zna planirati formo, da si res v top formi na največjem tekmovanju v sezoni. Res ima kar dobre nasvete, tudi včasih nasvete pove iz svojih izkušenj na tekmah, slabe in dobre. Ta sodelovanje je res dobro. A je mogoče zaradi tega, če imate bližji odnos kot s kakšnim prejšnjim trenerjem, včasih tudi težko, če se ne strinjate s čem, ali imate toliko odprt odnos, da si lahko poveste en drugemu? Ne, Kristjan, ne tega, pa vi njemu, ne, Gerd, ne bom tako delal, ker mi ne paše. Ja, res je, tudi to lahko si drugim povemo. Včasih seveda pride do kakšnih medsebojnih zasičen se, konc konca se gledate. Ja, seveda, ko se pač ne strinjamo drug z drugim, ampak po moje, da večino časa gre vse po istih tirnicah, da se oba strinjamo, da gre vse dobro, da gre v treningi vse dobro in po moje tudi odraz na tekmah, kako pač tekmujem. Kako pa, če pogledava zdaj malo na splošno slovensko atletiko, niste samo vi tisti, ki v zadnjih letih dosegate presežke, ampak je še kar nekaj vaših stanovskih kolegov, če tako rečem. Kako vi vidite stanje v slovenski atletiki? Je dobro, je še prostor za napredek? Vedno prostor za napredek, seveda, to je vedno prisotno. Vse po moje izboljšuje, iz leta v leto se izboljšuje, vedno več je ljudi, ki je neka standarde za velika tekmovanja, recimo v letošnjem letu na prvenstvu v Budimpešti, a se bilo res dosti, pa je to svetovno prvenstvo, največji rang meetinga v atletiki. Tako da res stanje se izboljšuje, atleti so vedno boljše dokazujejo in po moje to samo še gre v dobro smer. Kako pa se pri vas kaže sploh uspeh svetovnega prvaka lani? Imate zdaj finančno, ste preskrbljeni, v smislu, da vam, kar se treningov tiče, nič ne manjka? To moram reči, ja, da je, da letošnjo sem res bilo vse pod kontrolo, vse je bilo preskrbljeno. Imel sem idealne pogoje za treninge, res so tudi videli, priprave so bile res dobre, kot zimske, kot aprilske zadnje. Vse res potekalo dobro, ni bilo menih skrbi, tudi s financami, tako da vse je pojem reči nekaj presizovih tudi. Že prej sva se malo pogovarjala, tudi kar precejšnja sprememba v življenju se vam je zgodila z selitvijo v Estonijo, pa če nam na začetku malo poveste, kako izgleda življenje v Estoniji, kako ste se prilagodili na to spremembo?
Jaz se od začetka, ko sem prišel tja, me zdi, da je šlo prvič oktobra 21, je bilo malo težje, kajti nikoli nisem bil za tako dolgo časa nekje v tuji državi s tujimi ljudmi, ne vem, v nekih situacijah, je od začetka malo težko, ampak sem že kar navadil, fajn je življenje, ljudje so prijazni, imam vse pogoje, kaj rabim tam, ves support. Tako da res je, dobro življenje je, vse mi gre, seveda dnevi so tako na pripravah, prvi trening, počitek, drugi trening, spat spet isti dan, nimam toliko motenj, tako da so res dobri pogoji. Pa imate tam tudi kaj družabnega življenja, ali zato niti ni časa? Tudi imamo, tudi z nekaj prijateljev, tudi tam imamo neko družabno življenje. Seveda ni toliko časa, kajti res je, da telo športnega kar tudi vzame dosti časa, kajti 2 treninga na dan, potem še regeneracija vmes, ni dosti časa, ampak ob vikendih pa se ne tudi kaj. Kakšni so pa pogoji za trening v Tallinnu? Imate dobre, boljše kot doma? Treningi posebej po zimskih časih so dosti boljše. Tam res imajo v Tallinnu samo 3 dvorane, ki lahko mečemo znotraj disk, eno, ki lahko mečem celo daljavo, potem fitness, ki ga obiskujemo, tudi je res ima čisto vse, kaj rabi metalec diska, tako res so pogoji so fantastični za zimske pogoje. Kolikokrat na leto se pa še vračate domov potem? Ja, nekaj dosti več, mogoče kaj pripravami, če pomeni dogodek v Sloveniji pridem, drugače večinoma sem zdaj v Sloveniji, ko imam pauzo, mesec dni, ko nimam nič treningov, to je zdaj čas, ko sem v Sloveniji, ko lahko uživam, tudi ko imam sponzorske aktivnosti, ne nazadnje, in to v bistvu tudi celi mesec, ko sem v Sloveniji. Kako pa ste preživeli ta mesec v Sloveniji, kaj še počne Kristjan Čeh v prostem času, zdaj, ko ga dejansko kaj imate? Ja, tudi zdaj, ko imam prosti čas, je res vsak dan neko snemanje, sponzorske aktivnosti, tako da sem v Ljubljani zdaj skoraj cel dan, tako da res ni tu zdaj nekaj več prostega časa, ampak vseeno je pa lepo biti nazaj v Sloveniji. Kakšni pa so vaši hobiji še za takrat, ko pač so, s čim se radi ukvarjate oziroma zapolnite čas? Zdaj trenutno imam tudi avte, tako tudi na svojem, delam vse sam, res je res. To kakšnega starodobnika ali Ne. malo tako? Pol kakega ameriškega, kakega upgrade pa to tudi sam učim, tako se sam večino vse delam, tako da to je tudi neki hobi zdaj, kako lahko rečemo. Odlično. Kakšni so pa vaši cilji za po karieri, kaj bi radi delali? Že imate kaj v glavi ali ste še odprtih misli, kar se tega tiče? Imam že v glavi, kaj bi delal, seveda to še treba uresničiti, je pa res, da še kariera lahko dolgo 10 let, Ja, absolutno. tako še res imam dosti od časa, ampak vseeno po karieri bolj kot ne posvetil v kmetijstvo, da bi neko svojo kmetijo imel, nadaljeval s tem, s čem uživam, kar si delal, ko sem bil mlajši, in tu se ti vidim po karieri. Se pravi, bi se vrnili v domače kraje in nadaljevali s tem, kjer ste v bistvu se vrnili k koreninam, če tako Ja, rečem. skoraj da je. Moramo se vprašati še o prehrani, ker za tako visokega in mišičastega športnika, kot ste vi, vemo že za normalne ljudi, pojemo precej. Kako pa izgleda vaš jedilnik, ko ste v trenažnem procesu? Nekaj spreminjamo, zdaj, ko pridem v Estonijo, zdaj imamo tudi smart food, ko ga imajo v Estoniji, ko imaš določene kalorije, manj maščob, da tudi malo kilogramov zgubim, prvo, malo od tega maščobe pa tega, potem pa seveda med pripravami doma pač nimam nekega limita, nimam nekih omejitev, jem, kam mi paše, koliko mi paše, seveda ne ide na 150 kg, to je tista že prevečna teža, ampak da vzdržujem težo in da gre raste moč, da tehnika gre s tem, je potem vse v redu. Kako pa izgleda vaš tipičen zajtrk, kosilo in večerja? Kaj si najrajš prvoščite, ali pa največkrat, mogoče še bolje? Največkrat, težko rečem, po moje so zajtrk, mogoče kakšna jajca, tudi muslje imam kar rad z jogurtom, potem za kosilo neko standard, neki piščanec, mogoče kakšne testenine zraven, dostikrat je kakšen steak, to imam zelo rad, hamburger je bolj redko, kajti trener ni glih navdušen nad tem. Potem pa večerja, tu je nekje podobna kot kosilo. Pa skrbite sami za celotno prehrano, tudi si odmerjate ali imate pomoč kakšnega nutricionista še pri tem? Nutricionista nimam za mene pomoči še, kajti ti odločijo to, zaenkrat, če gre s tem dobro, še nadaljeval s tem, ko gre, potem res, ko ni več nekih rezerv, potem še potli priložnost v tej smeri razmišljati, ampak trenutno pač še ne rabim, še vse sami delamo, pa še vseeno gre. Kar dobro. Kar dobro, tako. Za konec bi vas pa samo še tako
Se je, vedno nehvaležno reči to vprašati, pa vseeno moramo. S čim bi bili vi zadovoljni, ko bi končali kariero, če bi pogledali nazaj? Kakšni bi bili ti dosežki? Bi bil to svetovni rekord, bi bilo olimpijsko odličje? Kaj bi radi osvojili še do konca? Seveda, s čim zadovoljno to zdaj. Mislim, težko reči, svetovni prvak sem že. Evropske še imam neporavnane račune. Olimpijske še imam 3 vsaj pred sabo. Ta sigurno si želim medalje tam tudi z olimpijskih iger. Svetovni rekord pa samo ne bi rad povedal, da ga bom vrgal, ampak je možnost, da ga vržem, sem na dobri poti. Tako sem rekel, se pa bo preko sled zgodil, ker smo res se že toliko na svetu nas meče čez 70 konstantno, da se bo preko sled zgodil. No, pa če se samo še naveževa na to, je zaradi tega, ker je napredovala toliko tehnika, zakaj rekord 40 let, pa ga nihče ni podrl, in zakaj vi mislite, da se ga zdaj da podreti? Težko reči, se tehnika se spreminja za leti, nekaj izboljšave se dogaja v tehniki, tudi proces treninga se spreminja, je bolj inovativen, bolj v drugi smeri, kot so bili v starih časih. In seveda, samo da poiščeš dobre pogoje, če si pripravljen, samo moraš gledati pač, da vržeš dobro tehnično in je to. To je zmenjeno. Kristjan, najlepša hvala, vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami in pa se slišimo ob naslednji priložnosti. To je to. Hvala lepa. Pazi glavo. Aha, ne, vse.